V središču industrijskega okrožja Abidžanu tovarni Drokolor je prišlo do obsežnega požara. Po poročanju lokalnih oblasti sta se slišali dve veliki eksploziji. Takoj so posredovali gasilci in poskušali pogasiti plamen. Poročajo, da je bila v požaru poškodovana ena oseba. Požar se je razširil tudi na sosednje zgradbe in trgovine. Vzrok požara še ni potrjen, predvidevajo pa, da je šlo za možnost napake na električni napeljavi. V Diasu v Senegalu so odprli novo letališče, ki je od prestolnice Dakarja oddaljen približno 45 kilometrov. Mednarodno letališče naj bi nadomestilo staro letališče Senghor, ki je ležalo v osrčju glavnega mesta. Vlada ocenjuje, da bo letališče ustvarilo 10 tisoč novih delovnih mest in tako morda zagotovilo dodatno socialno varnost za nekatere družine. Letališče je del razvojnega programa predsednika Maskija Sala in hkrati poskus decentralizacije, saj je velika večina Senegalcev živi v glavnem mestu, ki je preobremenjeno. Britanska premierka Theresa May je prižgala lučke na božičnem drevesu na Downing Streetu. Pri uradni slovesnosti so jo spremljale učenke, ki so zmagale na natečaju oblikovanja božičnih voščilnic. Nato so skupaj z božičnim zborčkom zapeli znan napev Sveta noč. Božično drevo pa je zraslo na posestvu Roberta Morgana na polotoku Welshgower in je v tekmovanju s preostalimi 200 vzgojitelji božičnih dreves zmagal in osvojil prestižno mesto pomembnega drevesa. Britanski princ William in njegova žena Kate sta obiskala konferenco medijskega vrha za otroke v Manchesteru v Angliji. Kraljevi par je srečal otroke in uradnike, kjer so razpravljali o vlogi medijev v prihodnosti otrok. Z otroci sta se srečala tudi v pravem televizijskem studiu. Spektakularno ledišče v okrožju Yangqinga blizu Pekinga je na gorsko območje privabilo številne turiste. Zaradi nizkih temperatur je nastal spektakularen prizor vode ujete v led. Številni turisti so prišli pogledat ta čudovit naraven pojav. Naravno lepoto bo mogoče opazovati vse do naslednjega aprila. Dnevno pa si ogleda od 500 do 800 turistov.